Lepo pozdravljeni v posebnem podcastu, ki smo ga pripravili, da bi vam predstavili kandidate na prihajajočih državnozborskih volitvah, in z mano je David Tomažin. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo, hvala za povabilo. Se bova kar tikala. Lahko. Mislim, da sva oba tako mlada, da ne bo težav glede tega. Moja strani. Kandidiraš na območju Ljubljane, to je kar zahteven kraj. Kako si se organiziral, si se karkoli pripravil že, imaš načrt kampanje? Ja, jaz kandidiram v kraju Vičrudnik 2. To je moj najljubši kraj v tem kraju. To je Orle, potem Lavrca, Rakovnik, potem pa vse do južne obvoznice, se pravi Supernova prideš, potem pa to mirno naselje v Dolenjski železnici, pa vse do Trnovskega pristana. Meni je krasno, jaz Ljubljano jemljem kot en velik izziv. Vse to je konec koncev, to so ljudje, ki živijo, ki imajo podobne izzive kot jaz, pač delajo isto kot jaz, iste težave imajo in z davki in tako naprej. Jaz vidim samo izziv pri tem, da jim dovolj jasno sporočim, kako se mi razlikujemo od ostalih strank in kako lahko mi doprinesemo k njihovim življenju. Kaj boš ti povedal, ko te bodo to vprašali? Različno. Jaz imam, se pravi, dosti prijateljev, kolegov, imamo štab narejen, se bomo lotili tega. Pač pozdravili bomo in bomo probali povedati, kaj so naša načela, zaradi tega, ker se mi zdi, da nas dostikrat prikažejo v eni luči, ki pa ni najbolj produktivna. Se mi zdi, da tudi ljudje vejo za nas, sploh s to našo zgodbo s povezovanjem. Vsaj, kar sem že do zdaj šel po teh ulicah, so bili ljudje zelo navdušeni. Kakšen tudi ni, ampak nikoli ne moreš vseh zadovoljiti. No. Teda, jaz se zelo veselim dela s temi ljudmi, da naslovimo njihove težave, kaj so njihovi problemi, pa potem naprej. Omenil si to skupno listo, ne? To je tudi en poseben izziv, prelom pravzaprav na nekem strankarskem področju. Zdaj si predsednik podmladka Nove Slovenije, se pravi, za zdaj nekako v okolju Nove Slovenije si deloval, ne? Zdaj pa gremo na skupno listo. Kako ti dojemaš to povezovanje in kaj lahko to prinese Sloveniji? Pač čisto interno gledano je meni the best. Ker smo zelo podobni ljudje. Na začetku mi je bilo, se mi zdi, da nam je bilo vsem v stranki, se povezujemo, zakaj ne gremo sami, vse nam gre v redu. Potem pa dojamem, da smo isti ljudje. Jaz sem iz kmetov doma, meni je naravno se pogovarjati s kjerkoli iz SLS-a, ker točno mi je jasno, kaj njih teži, ker mene iste stvari težijo, samo mogoče ni Nova Slovenija znana kot mogoče bolj kmečka stranka, ampak to so tudi moji ljudje. In isto s fokusovci so pa obrtniki, podjetniki in mi je kristal jasno, delovni ljudje z delovno etiko, in sem bil presenečen, koliko se dobro ujamemo, no? Koliko so to isti ljudje z istim načinom delovanja, istim pristopom do politike, z neko odgovornostjo, ne? Z neko delovnostjo, ne z neko arogantnostjo, čisto s ponižnostjo. Mi smo tukaj prišli, mi smo se združili, vse to naravno poteka, pa res se dobro razumemo. No? Tudi videvam na teh različnih predstavitvah, kako vas je vsakič večja skupina, pa vem, da niste samo iz MSI-ja oziroma iz Nove Slovenije, ampak vas je vedno večja skupina in iz različnih vetrov. To so zelo spodbudne podobe in slike. Ja, iz vseh vetrov. Mladi se končno aktivirajo, mi pišejo, da bi kaj pomagali, že samo to, da jih začne zanimati malo. Hvala Bogu, ker se toliko se dela na tem, da se jih pač izobražuje, ampak v naši državi biti ali se ukvarja s politiko ali spremlja, to je kar malo nečista tabu tema, ampak noben tega ne dela, ne? Ampak se tam malo zbujajo, hvala Bogu. In imamo dober vibe med mladimi, ker videvamo stvari, opažamo iste stvari, ki so za zavesami, in mi je samo zabavno to spremljati, ker nekoč bomo mi vodili državo, nekoč bojo starejše generacije gledale na nas in rekle, Tamalija, ste vi sposobni prevzeti te zadeve. In jaz bi rad, da v tistem momentu rečemo, mi smo že par let pred vami, že čakamo. Što bi rad, nismo še tam, ker se še učimo, in to mi je všeč, da se zdaj mladina iz toliko širokih krogov združi in skupaj razmišlja, kako bi lahko prinesla boljšo Slovenijo. Pred vsakimi volitvami je eno veliko vprašanje, kako mlade privabiti na volišča, ne? Pa bi jaz zdaj drugače vprašala, tudi skozi to prizmo, ki jo imaš sam, ker si namreč, preden si postal aktiven v Mladi Sloveniji oziroma vzporedno, si tudi dejaven v veliko različnih drugih društvih, se pravi, si aktivno vpet v skupnost, aktiven državljan si. Kako ti vidiš aktivnost mladih? Mi, se pravi, pred volitvami to vedno povezujemo z volilno pravico. Kako to
skozi tvoje oči, kako bi to prenesel, kako vidiš, so mladi angažirani, kje jim zmanjka, da ne pridejo do volišča? Okay, jaz sem aktiven že od malih nog. Od animatorstva, pri animatorstvu mi je bilo tako, takrat sem ta prvič videl, jaz lahko pomagam, ker sem hodil na oratorije in pač biti animator je bilo, wow, to si zdaj, moraš igrice pripravljati, pa lahko si pa tisti sobi za animatorji, pa kosilo dobiš malo prej. Sem šel, pa postal vodja oratorija, potem sem se aktiviral v turističnem društvu, pa v plezalni sekciji, pa v planinskem društvu, pa v študentskem klubu. Pač vedno sem hotel dajati energijo. Jaz ne razumem, kako so nekateri lahko sposobni samo imeti, kaj je ta priložnost, una priložnost. Jaz imam toliko viška energije, da mi je brez veze sam pač imati, vzamem kdaj pa kdaj, vse prav, da pač greš na kakšno delavnico, se udeležiš dogodka, pa si samo udeleženc. Jaz pa bi rad dal, bi rad organiziral zadeve. Do Podmladka sem prišel pa čisto slučajno, sem rekel, ajde, se grem malo učiti o politiki mater, sam zanima me. Pa sem rekel, sem zvedel, da je Podmladek, da se s tem ukvarjam, pa sem šel in se pač skozi to razvije. Ampak jaz sem mogoče malo specifičen, ker v tej naši ekipi, ki smo zdaj, to je iz čist različnih. To so ljudje, ki čist spremljajo politiko, pa jih to zanima, pa pridemo. Drugače pa biti aktiven državljan je osnova, jaz ne vem, moraš se aktivirati, vsaj to, da spremljaš. Vsaj to, ker če se ti ne zanimaš politiko, verjamem, da politika zate se zanima in gleda, kako te bo prepričala, kako ti bo dala na konc leta 600-700 evrov za božičnico, da boš ti mislil, kako je vlada na te mislila. Prej 4 leta sicer ni mislila, ampak zdaj te pa je. In če ne upoštevaš, da nekdo s tabo tudi malo manipulira, ni dobro. Tako da jaz to aktivacijo gledam kot nekaj zelo dobrega. Recimo primer, jaz sem učitelj na osnovni šoli, ne. Tudi tako bi rad dal tam ali, pa sploh ni dobra plača, jaz bi lahko v turističnem sektorju ful več zaslužil, pa me briga za ta denar. Ampak jaz bi v šoli, mi učimo tam male, da se treba aktivirati, ne, z aktivnim državljanstvom, pejti v kakšno društvo, pejti pomaga, da malo začutiš, da ni point sploh služenje denarja. Pa da je cela država nam bazira na prostovoljstvo, ne, gasilci. To, ko greš v tujini povedati, se za glavo primejo, ne, ampak pri Sloveniji to dela. Ampak, to sem hotel reči v šoli, tem pa se začnem, tudi se angažiram v politiki, pa so pred pogledi, pa ti si to, pa ti si tak. Pa zakaj? To je point. Point je graditi neko komunikacijo. Jaz nikoli ne omenjam tega v šoli, ampak tudi s kolegi, s sodelavci, meni je point se pogovarjati, ker mi da bomo tam malo učili o aktivnem državljanstvu, pa sami ne bili aktivni. Tam mali razumejo. Monkey see, monkey do. Če oni vidijo, da ti nisi nikjer v privat življenju nikjer aktiviran, pa jih ti učiš o aktivaciji, te ne bojo malo resno. Nisi verodostojen. Ja. Kako pa potem ob vsem tem, kar razlagaš, se mi je porodila ta iztočnica, ne, da je cel šolski sistem zelo naravnan na tekmovalnost, ne, ti pa veliko govoriš o sodelovanju. Ne. Kako to doseči, oziroma mogoče tudi, kako vidiš svojo vlogo, če boš poslanec, kako mogoče sistemsko zagotoviti ta premik v razmišljanju? Premik v razmišljanju jaz bi malo drugače, ker je treba premik v razmišljanju doseževa, če bova sistem malo naravnala. Sistem se pa spremeni v teh pravilnikih, to so dolgočasnih, ampak tam je ena besedica, lahko vse spremeni. Primer, meni je tekmovalnost in sodelovalnost sta dve plati istega kovanca, morata biti. Sam sodelovalnost ne bo v redu. Da dobiš priznanje za udeležbo, mislim, ne me imeti za budalost. Pač jaz nisem dosegel prvih 3 mest, basta, ne rabim diplome za sodelovanje. To, brez veze, jaz mislim, da moramo otroke naučiti, da lahko prvo sodelovanja, ki ga zdaj ni, ker so te pač zelo male za res sodelovalnosti, skupinskega učenja, treba povedati tudi, da kakšni učenci moraš res pristopiti do teh učencev, da jih naučiš, kako se sodeluje sploh. No. Čeprav na tem znamo graditi, se mi zdi v Sloveniji, se trudimo, ampak nas ovirajo pa potem recimo ocene. Zelo velike tega, da jaz ocenjujem enega učenca. In tam je zelo težko, da bojo oni sodelovali, da bojo zares si pomagali. Lahko delajo skupinsko projektno nalogo, veš, kako je, en dela, večino dela, 2 pomagata, tudi ni najbolj. Ne. Jaz mislim, da morali primarno graditi na tekmovalnosti, da te malo razume, da tekmuje proti samu sebi. To je point, da ga ti naučiš, da on tekmuje ne proti Lukatu in Markotu, ampak on tekmuje proti samu sebi, kakršen je bil včeraj. Zaradi tega te ocene niso, ker je pokazatelj, kaj znajo, ampak point je, da se on uči za življenje. Če njega zanima bolj tehnološka plat, dajmo več fokusa na kemijo, pa ne toliko na ocene, ampak sam, kaj on naredil v življenju. A ne? Tam bi se morala dogajati tekmovalnost, overall pa sodelovanje pa itak, da znajo skupaj držati. Recimo, kako bi jaz to dosegel? Pač kot poslanec bi glede tega kar težil ministru za vzgojno izobraževanje. Jaz bi te učne vsebine, ki jih zdaj imamo, skrajšal.
Sam dve načina imam. Ali bi jih skrajšal, pa dodal predmete, kot so finančna pismenost, podjetništvo, zdravje. Jaz bi dal zdravje, čisto navadno, da on razume, kako kava vpliva na te, a je voda zdrava za te, a rabiš elektrolite, kako se dobro razmišlja, skratka, zdravje kot tako celost, ne samo športna vzgoja. Potem bi dal predmet, kaj sva rekla, finančna pismenost, čustvena inteligenca nam manjka, samo razpoznati, katero čustvo čutiš. Potem nam manjka, pa ne aktivno državljanstvo, ampak predmet diskusija, da se znajo pogovarjati, da ti krepiš debato, da se naučijo oni argument poslušati, ga slišati in tega ne vzeti osebno. Ali pa druga lažja opcija, da pač te vsebine inkorporiraš v obstoječ sistem. Skratka, da se posodobi, ker te slovenščine so cool, pa jaz imam doma knjižnico s par tisoč enotami, ampak jaz rad berem, ne mara tudi drugi. Če boš ti človeka v 9. razredu silil Cankarja brati, ne bo ga razumel. Daj mu prvo to ljubezen do knjige, potem bo on to bral v življenju. To se mi zdi manjka v šolstvu in zaradi tega se mladi ne aktivirajo, zaradi tega, ker smo jih silili aktivirati se na silo, namesto da bi to prepustili, da aktivacija pride kot temu se reče sekundarni proizvod, nujno sekundarni proizvod, da to nastane zraven. Zato je zelo pomembno tudi, da prepuščamo neko svobodo izbire glede vzgojnih pristopov, glede šolskega sistema in tako naprej. Ja. Recimo en primer, učitelji smo taki pa drugačni. Eni nismo najbolj, imaš ful bolj izkušene učitelje, ki imajo že drugačne pristope. Pa recimo en primer, mi bi se lahko izobraževali tudi med počitnicami, bi se lahko razbremenili. Zelo veliko je že v moči samih šol, ampak mora biti sistem tako naravnan, da spodbuja bolj pridne učitelje, kar se zdaj ne dogaja. Zdaj pač najbolj plačan tisti učitelj, ki najde dela. Kar razumem, je že dolgo dal čez, ampak fajn bi bilo, če bi se gledali tudi po proizvedeni vrednosti, ker ravnatelji so zdaj kar omejeni glede tega, koga lahko nagradijo. Ful omejeni. Namesto, da bi se država rekla, ravnatelji, že tako bi morali več narediti za ravnatelje, ker je izjemno odgovorno delo, pa so dostikrat plačani manj, kot pa kakšni učitelji, to je treba razumeti, pa te učitelji nimajo iste odgovornosti, ampak tudi, da ima ta ravnatelj vzvode za nagrajevanje, da se spodbuja določene nove metodike. Reč pa je treba samo več zaupati, pa več izobraževati. Jaz tako vidim. Področje šolstva zelo dobro poznaš, v kampanji pa ne boš ti samo, kako naj rečem, se boril za glasove na volitvah zase oziroma v svoji volilni enoti, kakorkoli, ampak boš tudi obraz Mlade Slovenije. Kaj boste ušpičili v kampanji? Ja, Mlada Slovenija ima, če ne spremljate kaj po Instagramu, imamo skozi take ali pa drugačne smešnice, probamo malo pikati po družbenih omrežjih, ker tam primarno smo mladi. Ampak tudi to najbrž ni iz obestnosti, ampak zaradi tega, ker se verjetno duhovitost najbolj dotakne ljudi in lažje odprejo svoje srca s poročilom. Ja, jaz se trudim furati eno pozitivo, da res ni natolcevanja, da ni sovraštva, da ni strahu, pa da ni sovraštva, da ni jeze. Pač, lahko greste vse pregledati. Iz naših sporočil nikoli ne veje nobeno sovraštvo. Da vedno je neka pozitiva, ali pa če je neko, da se pove, kaj je krivica, pa tudi povemo, kaj je bila rešitev. Namesto tega. Ker jaz tako probam. Tudi mladi, kot sem rekel, nimamo TV in se zadržujemo na socialnih omrežjih. Jaz verjetno bomo še kaj ušpičali. Je pa fajn, če ima kdo kakšno idejo še, da še malo prije, ker se dosti ukvarjamo tudi s stranko, dosti smo na dogodkih, smo prisotni, tudi delamo svojo kampanjo, naš mladi tudi na tajništvu pomagajo in zelo smo vpeti že tako, da vsakega novega, ki ima kakšno idejo, ki bi lahko kaj špiknili, ker ne bomo ostajali dolžni. Stari zdaj pa dosti. Toliko časa smo kvalitetno delali, toliko enih rešitev imamo in da potem takole se nad nami zgražajo. Ne bomo ostajali dolžni, bomo povedali svoje in se ne bomo prvičevali za to, kar zagovarjamo. Predvsem pa ponudili rešitve, kot praviš, ne samo kritizirali, ker konec koncev smo tu za ljudi, ne zato, da bi se stranke prerekale, ampak da smo tu zato, da ponudimo program, da ponudimo rešitve. Tako, točno to. In tudi, da se zavzamemo za glas ljudi. Jaz si predstavljam, če sem jaz zunanji človek, meni je všeč, ko vidim poslance Nove Slovenije, da stojijo trdno za svojimi prepričanji, da pač vsekajo nazaj, da so tam na soočenju in da zagovarjajo to, kar jaz zagovarjam. Da se ne predajo, da ni tle neke mehkosti, da je kar poštevano, ker rešitve imamo.
razumem, da tudi z vidika mladega človeka, mi se nimamo časa ukvarjati z gledanjem 5-minutnega posnetka. Mi imamo hitro sporočilo, hitro smo navajeni. Jaz sem videl v razredu. Problem so imeli s temi otroki, ko greš ti počas, ko počas razlagaš. Ta mali se ne da. Ampak lahko se vidi, kot da ta mal, on je živčen, začne tekati po razredu. Ja, ti moraš iti hitrejš. In tudi sporočilo je treba hitreje sporočati mladim, dovolj jasno, da bojo razumeli. Ne? Moramo pa tudi mladi kdaj sprejeti, da ta hitra sporočila, da je treba kdaj potrpeti pa poslušati, ker program imamo krasen in ne vem, veš, da ljudem dovolj jasno sporočimo, mi, ko pridemo v vlado, mi imamo v prvih 100 dneh, boš ti imel na položnici par 100 evrov, lahko tudi več. Razumem? A je to tako, da si znamo to predstaviti, ker mi kar kot samoumevno jemljamo, da davki pač so tako visoki. Država je požrešna. Mi se bomo odrezali en kos našega stegna, zato da bo več ostalo ljudem, ker mi ne rabimo močna država temelji na močnih ljudeh, če pa ljudi jemlješ, ne, se pa država ne omoči, ampak se kvečemu ošibi, ker nima baze, iz katere bi lahko izhajala. Ne. V redu, David. Mislim, da bi lahko še kar dolgo govorila. Se pravi, volivci te bodo lahko srečali v tvojem volilnem okraju, na družbenih omrežjih, tvojih, Mlade Slovenije. Skratka, veliko načinov bo, da te spoznajo, da te karkoli vprašajo. Je tako? Ja, prosim. Jaz sem dostopen na Instagramu, mi napište, sem vedno dobrodošel. Drežem pa tudi tam bom imel kofetke, bom kar redno pri ljudeh, tako da upam, da meni kot predstavnikov skupne liste zaupajo. Ker konec koncev se ne gre zame. Jaz verjetno niti ne bom izvoljen, ampak sploh se ne gre za to, jaz ne pristopam k temu, moram biti izvoljen, zdaj delam zase. Briga me, stranke so 3, z našo skupno zgodbo se gre. Če lahko kakorkoli prispevam, zato sem rekel, da mi je ključno sporočilo, da ljudje razumejo, da se sploh ne gre zame, da se gre za skupno, da se gre za skupen glas listi in konec koncev je to korak k spremembam politike vodenja države. Ne? Razvojno koalicijo smo poimenovali. Ne? David, najlepša hvala, veliko sreče in naj ti ne zmanjka zagona. Hvala za povabilo, ne bo. Odlično. Najlepša hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo.